Ime največje zgodovinske dežele danes večina ljudi uporablja samoumevno. A prav v tem imenu se skriva ena največjih in najmanj pojasnjenih zamenjav v slovenski zgodovini. Dežela, ki jo danes poznamo kot Kranjsko, se je več stoletij imenovala Krajinska. Njeni prebivalci pa so bili Krajinci. To ni bila narečna posebnost, temveč uradno, knjižno in pravno potrjeno ime, zapisano v slovenskih knjigah, slovnicah, Bibliji in cesarskih listinah. V tem eseju se bomo kronološko, na podlagi zgodovinskih virov, uradnih dokumentov in pričevanj domačih ter tujih avtorjev vrnili k izvirnemu imenu, dežela Krajinska. Spoznali bomo, kako, kdaj in zakaj je prišlo do njegove zamenjave, ter zakaj ta sprememba ni bila naključna, temveč del širšega procesa, ki je posegel tudi v slovenski jezik, pravo in narodno zavest. Ko danes govorimo o slovenskih zgodovinskih deželah, se pogosto zdi, da so njihova imena nekaj samoumevnega, skoraj naravnega. Toda pri največji izmed teh dežel, ki danes v večjem delu leži znotraj meja Republike Slovenije, naletimo na presenetljivo in za marsikoga neprijetno resnico. Njeno izvirno, zgodovinsko in domorodno ime ni Kranjska, temveč dežela Krajinska. Zmeda, ki danes spremlja to ime, ni nastala po naključju, nasprotno, bila je ustvarjena načrtno. Do leta 1849 se je za to zgodovinsko deželo brez izjeme uporabljalo ime dežela Krajinska, v starejših zapisih tudi dežela Krajinska. Po tem letu pa se začne proces, ki ni bil zgolj upravne narave, temveč je imel tudi izrazito raznarodovalni značaj. Z namenom postopnega odmika Slovencev od lastne zgodovinske identitete so začeli uvajati srbsko ime Vojvodina Krajinska, ki v slovenskem zgodovinskem prostoru ni imelo nobene tradicije. Ta sprememba ni zajela zgolj imena Krajinska, ki se je postopoma preoblikovalo v Kranjska, temveč tudi temeljni pojem dežela. Ta je bil zamenjan z izrazom pokrajina, ki je bil prevzet iz srbskega jezika in srbskega ustavno-pravnega sistema. Srbščina namreč pojma dežela sploh ne pozna. Jugoslovansko ustavno pravo je poznalo avtonomni pokrajini, Vojvodino in Kosovo, izraz pokrajina pa je iz ustave SFRJ prešel tudi v ustavni red Republike Slovenije. Tako danes v 143. členu Ustave Republike Slovenije beremo: Pokrajina je samoupravna lokalna skupnost, ki upravlja lokalne zadeve širšega pomena in zakonom določene zadeve regionalnega pomena. Toda že hiter zgodovinski in primerjalni pogled pokaže, da pokrajina nikoli ni enakovredna deželi. Pokrajina oziroma še natančneje krajina je praviloma le del dežele, ne pa njena nadomestitev. To jasno dokazujeta v pravni ureditvi dveh neposrednih sosednjih držav, Republike Italije in Republike Avstrije. Italijanska republika je upravno razdeljena na 20 dežel, italijansko regione. 5 izmed njih ima poseben avtonomni statut. Dežele se nato delijo na pokrajine, provinča. Izjema je le dolina Aoste, kjer sta dežela in pokrajina združeni. Dežela Friuli Venecia Giulia je tako sestavljena iz 4 pokrajin: Goriške, Pordenonske, Tržaške in Videmske.
Posebno zmedo v slovenskem prostoru povzroča dejstvo, da se ta dežela v slovenščini imenuje Furlanija Julijska krajina, kar dodatno briše razliko med deželo in krajino. Pravilneje bi bilo, da bi se v slovenskem prevodu imenovala Furlanija Beneška Julija. Podobno jasno razliko med deželo in nižjimi upravnimi enotami poznamo tudi v Avstriji. Ta je sestavljena iz 9 zveznih dežel, imenovanih Land oziroma Bundesland. Vsaka avstrijska dežela ima svoj deželni parlament, Landtag, lastno zakonodajo in deželnega glavarja, Landeshauptmanna. Dežela je tam temeljna zgodovinska in politična enota, kar dodatno potrjuje, da je pojem dežela v srednjeevropskem prostoru povsem običajen in nikakor zastarel. Ko se vrnemo k deželi Krajinski, hitro ugotovimo, da je imela že zelo zgodaj jasno in notranje logično upravno razdelitev. Janez Vajkard Valvazor v svojem znamenitem delu Slava vojvodstva Krajinske iz leta 1689 natančno opisuje, kako je bila Krajinska razdeljena na 5 delov. Ti deli so bili Gorenji, Dolenji, Srednji, Notranji in Istrski del. Valvazor piše, da se Krajinska upravno deli v 5 delov in da so deželni stanovi ob pošiljanju patentov po deželi praviloma pošiljali 4 sle, saj je tisti, ki je šel v notranji del, hkrati opravil pot tudi v Istro. Enako delitev so upoštevali tudi v primeru vojaških vpoklicev, kjer je vsak del predstavljal 1/5 vojaške sile in imel svojega poveljnika. Ti deli niso bili zgolj geografske oznake, temveč upravno delujoče enote, imenovane tudi pokrajine, krajine ali deželne četrti. Prav izraz krajina dodatno potrjuje, da gre za dele dežele, ne pa za njen nadomestek. S terizijanskimi reformami v 18. stoletju so bile deželne četrti odpravljene. Leta 1748 so Krajinsko razdelili na 3 večja okrožja ali kresije, katerih imena so se globoko zasidrala v slovensko zavest: Gorenjsko, Dolenjsko in Notranjsko. Že leta 1783 so sicer ta okrožja uradno preimenovali po svojih središčih v Ljubljansko, Novomeško in Postojnsko, vendar so njihova prvotna krajinska imena preživela vse administrativne spremembe. Ostala so živa tudi po odpravi okrožij leta 1849 in so v rabi še danes. Ime Krajinci in pojem dežela sta bila v slovenskem jeziku trdno navzoča že ob samih začetkih slovenske književnosti. Primož Trubar ju je uporabil že leta 1555 v svojem delu Ta evangelij svetega Matevža. Iz njegovega zapisa jasno izhaja, da je krajinski jezik del slovenskega jezika. Krajinci pa so skupaj s Korošci, Štajerci, Dolenjci, Bezjaki, Kraševci, Istrijani in tudi Hrvati preprosto Slovenci. Trubar je izrecno poudaril, da se slovenski jezik ne govori povsod enako, saj Krajinci, Korošci, Štajerci, Dolenjci, Bezjaki, Kraševci in Istrijani uporabljajo različne besede. Prav zato se je odločil, da bo svoje delo postavil v krajinski jezik, saj je ta po njegovem mnenju razumljiv tudi prebivalcem drugih dežel. Pri tem zavestno ni iskal lepih, visokih ali umetnih besed, temveč se je oprl na preproste krajinske besede, ki jih lahko razume vsak preprost Slovenec. Ta jasna zavest o Krajincih,
kot delu slovenskega naroda se ponavlja tudi v Trubarjevih kasnejših delih. Leta 1566 v nemško pisanem posvetilu govori o nas, krajincih in Slovencih. V slovenskem predgovoru pa piše vsem Boga boječim vernim krajincom in v Slovenom. Enako terminologijo uporablja v delih iz let 1575 in 1582, kjer brez dvoma govori o krajincih in Slovencih kot o istem narodu. O krajincih in o krajinskem jeziku pa v Trubarjevem času ni pisal le Primož Trubar. Njegovi sodobniki, slovenski, protestantski pisci so enako dosledno uporabljali poimenovanja krajinska, krajinci in krajinski jezik. Jurij Dalmatin je leta 1578 v delu Biblija, tu je vsega svetega pisma prvi del zapisal pomenljiv naslov registra. Register, v katerim so nekatere krajinske besede za Hrvatov in v drugih Slovencov volo, v njih jezik stolmačene, da bodo lete in v druge naše bukve bule zastupili. Ta zapis jasno kaže, da je Dalmatin krajinske besede razumel kot del slovenskega jezika, ki ga uporabljajo tudi drugi Slovenci. Še bolj neposredno pa je to izrazil v nemško pisanem predgovoru k celotni Bibliji iz leta 1584, kjer pravi, da se je pri prevodu posebej oziral na krajinski jezik, saj se ta po svojih lastnostih nekoliko razlikuje od drugih slovenskih narečij. Prav zato je dodajal razlage in registre, da bi se Sveto pismo lahko uporabljalo ne le na krajinskem, temveč tudi na štajerskem, koroškem in v drugih sosednjih deželah. Adam Bohorič je v prvi slovenski slovnici Arktike Horule Sukisive povsem jasno povezal krajinski in slovenski jezik. Njegov znameniti podnaslov De Latino Carniolana Literatura ter zapisi kot so Integra Carniolana Vele Rectus Slavonica Biblija nedvoumno pomenijo celo krajinsko ali pravilneje slovensko sveto pismo. V predgovoru uporablja izraze kot so našim krajinskim ljudem ali Slovencem ter krajinskega svetega pisma, latinsko-krajinskega pravopisa in govori o narečju krajincev kot o narečju razširjenem po vsej krajinski in velikem delu Štajerske ter Koroške. Tudi Andrej Savinec je leta 1595 v predgovoru k hišni postili Primoža Trubarja nagovoril brumne in v Boga boječe krščenike, krajince in v Slovence, ter večkrat poudaril, da so krajinci in Slovenci prejeli sveto pismo v svojem pravem slovenskem in maternem jeziku. V njegovem zapisu ni nobenega dvoma o tem, kdo so krajinci in kam sodijo. V 17. stoletju se raba imen krajinska, krajinci in krajinski jezik nadaljuje brez prekinitev. Janez Ludwig Schönleben je leta 1672 izdal delo Evangelija in v Listovi, namenjeno vsem katoliškim slovenskim cerkvam, stuprav v krajinski deželi. Na naslovnici je izrecno zapisan izraz v krajinski deželi, kar pomeni dežela krajinska. Posebno težo pa ima delo Janeza Vajkarda Valvazorja. Njegovi deli Topografija Ducatus Carniole Moderne leta 1679 in Die Ere des Herzogtums Krain leta 1689 v naslovu nosita ime Vojvodstvo krajinsko. Pravilni slovenski prevod drugega dela je Slava Vojvodstva krajinske oziroma celo Čast Vojvodstva krajinskega,
kot izhaja iz slovarja Antona Janeza Murka iz leta 1833. Valvazor v svojih delih beleži izvirna slovenska imena krajev in pokrajin: Gorenjska stran, Dolenjska stran, Dolence, Vipavce, Metliške kraj, Istrijanske kraj, Ljubljana, Polhov Gradec, Krajniška gora in mnoga druga. Posebno pomembno je, da imeni Gorenjska in Dolenjska dosledno zapisuje brez črke j, kar potrjuje, da današnji obliki Gorenjska in Dolenjska nista izvirni. Valvazor pri označevanju jezika uporablja izraze krajneriš, slavoniš in vindiš, vendar ti pojmi nikakor ne pomenijo Slovanov v današnjem pomenu, saj sam pojem Slovani takrat sploh še ni bil poznan. Izraz sklavoniš pomeni slovensko, kar potrjujejo številni slovarji iz 17. in 18. stoletja. Posebno poglavje v zgodovini imena Krajinska predstavlja Marko Pohlin. Z objavo Krajinske gramatike iz leta 1768 je postal začetnik slovenskega narodnega preporoda. V predgovoru k svoji slovnici izrecno zapiše, da obravnava deželni jezik, ki ga imenuje krajinski oziroma ilirski. Pohlin zagovarja starost in vrednost krajinskega jezika ter se zoperstavlja njegovemu zaničevanju. Zanje je Krajinska del širše Ilirije, Krajinci pa del velikega slovenskega naroda. V njegovem zapisu se pojavi tudi znamenita razlaga imena dunajskega predmestja Viden, ki naj bi ga Krajinci poimenovali po vprašanju Videm Dunaj. Pohlin tako Krajince umešča v evropski prostor kot zgodovinsko prepoznavno in samozavestno skupnost. Anton Tomaž Linhart je v delu Versuch einer Geschichte von Krain podal eno najglobljih razlag izvora imena Krajinska. Besedo kraj razume kot rob, mejo, konec. Krajinska je dežela na skrajnem robu slovenskega poselitvenega prostora. Podobna poimenovanja najdemo tudi drugod: Ukrajina, Ukermark, Krajina. Linhart je izrecno zapisal, da se na Krajinskem vsak domačin spozna po imenu Slovenec, njegova govorica pa po označbi slovenski jezik. Krajinska ni nasprotje slovenstvu, temveč njegov zgodovinski okvir. Baltazar Hakej v svojih obsežnih delih o Krajinski, Istri in sosednjih deželah Krajince opisuje kot prebivalce Alp, ki jih njihovo ime povezuje s krajem, mejo in skrajnim zahodom slovenskega prostora. Njihovo deželo jasno imenuje Krajinska dežela. Valentin Vodnik, Janez Nepomuk Primic, Matevž Ravnikar in številni drugi avtorji prve polovice 19. stoletja dosledno pišejo o Krajincih in krajinskem jeziku. Ravnikar celo poudari, da bi morale imeti vse krajinske govorice enako pravico, mar nismo vsi Krajinci. Znani pesniški almanah Krajinska čbelica, ki je izhajal med letoma 1830 in 1848, predstavlja vrhunec te tradicije. Njegovi sodelavci France Prešeren, Matija Čop, Andrej Smole so ustvarjali v duhu krajinskega in slovenskega kulturnega prostora. Toda prav z ukinitvijo Krajinske čbelice in smrtjo Franceta Prešerna se začne postopno opuščanje imen Krajinska in Krajinci. Nadomestita ju umetno ustvarjeni obliki Kranjska in Krajinci, ki nimata nobene zgodovinske podlage.
Uradni dokumenti jasno kažejo, da je bilo ime vojvodstvo Krajinsko še leta 1849 povsem uradno. Deželna ustava in volilni red uporabljata izključno to ime. Šele po letu 1866 se brez pojasnila pojavi oblika vojvodstvo Kranjsko, nato pa še vojvodina Kranjska, kar je povsem srbski izraz. Ime Kranjska se je v slovenščini uradno uporabljalo manj kot 70 leti, medtem ko je ime vojvodstvo Krajinska obstajalo skoraj 500 leti. To pomeni, da je zgodovinsko, domorodno in pravilno ime Krajinska. Zgodovinski viri, slovenska književnost, uradne listine in zapisi domačih ter tujih avtorjev soglasno pričajo. Ime te slovenske zgodovinske dežele je Krajinska, ne pa Kranjska. Njeni prebivalci so Krajinci, ne Kranjci. To ni vprašanje navade, temveč vprašanje zgodovinske resnice in prav je, da se ta resnica ponovno izreče, jasno, dosledno in brez popačen. A ne le izreče, marveč tudi dosledno uporablja, kajti zgolj to pomeni, da današnji Slovenci in Krajinci zares spoštujemo in cenimo svoje prednike.